Nogometaši Domžal so prvo tekmo slovenskega pokala v letošnji sezoni odigrali v športnem parku Brajda, kjer so se pomerili s Tolminom. Trener Simon Rožman je na igrišče poslal popolnoma drugačno enajsterico kot na zadnji prvenstveni tekmi proti Aluminiju, prvič pa je v članski ekipi zaigral 18-letni Lovro Vrandečič, sicer član selekcije do 19 let. Tekmo so sredine igrišča začeli Tolminci, ki v letošnji sezoni nastopajo v 3. ligi Zahod. Absolutni favoriti dvoboja so bili Domžalčani, ki so prvič zapretili v 4. minuti. Žoga je prišla do Vrandečiča, takole je podal kazenski prostor. Domači so odbili do Repasa, ta je streljal, z roko je žogo zaustavil Gregor Kos in sodnik Roman Glažar je pokazal na belo točko, s katere je zanesljivo zadel Slobodan Vuk in že v 5. minuti popeljal Domžalčane v vodstvo z 1-0. Rumeni so nadaljevali z napadi. Vrandečič je podal sredino, podaljšal je Vuk, Blažič pa na drugi vratnici ni uspel žoge preusmeriti v mrežo. Minuto pozneje lepa akcija Žuninja, Repasa in Vuka, na pravem mestu pa vratar Blaž Drašček. 17. minuta, lepa kombinacija na levi strani, Volarič za Vrandečiča, ta je prišel do strela, domače pa je rešila vratnica. 19. minuta, nova priložnost za Domžalčane, odbita žoga do Žuninja, na pravem mestu znova vratar Drašček. Potem pa 24. minuta, pobegnil je Kucalovič, takole je podal do Petra Kavčiča, ta je močno sprožil, žoga pa je zletela med nogama vratarja Dejana Miliča v mrežo za izenačenje na 1-1. 4 minute pozneje, nova priložnost za Tolmince, nov protinapad je bil to. Boban Kucalovič je prišel do strela z 25 metrov, poizkušal je z lopudarcem, Domžalčane pa je rešila prečka. 1-1 je bil tudi izid prvega polčasa, v drugem pa so napadali le Domžalčani, takole je Vetrih podal v sredino proti Žuninju, iz vrat je šel Drašček in v trku si je Žuninjo poškodoval koleno, zamenjal ga je Veljko Batrovič. Takole je Repas sprožil v 58. minuti, na pravem mestu vratar Drašček in še 62. minuta Slobodan Vuk in nova obramba Draščka, tako da se je redni del tekme končal z izidom 1-1, o zmagovalcu pa so odločali podaljški. Prvi podaljšek je bil v znamenju Domžalčanov, ki so poskušali čim hitreje priti do vodstva, takole je streljal Bratanovič, na pravem mestu Drašček in 100. minuta, prodor Vrandečiča, lep predložek na drugo vratnico, tam je bil Elvis Bratanovič, ki je z glavo zadel iz neposredne bližine ter popeljal Domžale v vodstvo z 2-1. Očitno je bilo, da so domačim pošle moči in Domžalčani so bili v podaljšku veliko boljši tekmec, še posebej v drugem podaljšku, ko so zadeli še dvakrat. Prvič v 107. minuti kombinacija Bračija in Batroviča, Bračij je obšel vratarja Draščka in zadev prazno mrežo za vodstvo s 3-1. Potem pa še v 115. minuti Jure Matjašič, novinec v dresu Domžal, ki je prvič zaigral na uradni tekmi, je takole izkoristil izjemno podajo Jana Repasa ter postavil končni izid Tolmin Domžale 1-4. Mi smo zelo dobro šli v tekmo, nekako prvih 20 minut je zadeva izgledala tako, kot si želimo. Zdaj nekako je treba poiskati vzroke, kje tičijo, nekako v zelo slabi dejansko predstavi v nadaljevanju. Jaz kljub vsemu, bom rekel, sem vesel, da smo nekako prvo stopničko preskočili, ne morem biti pa nekako zadovoljen z vsebino na igrišču. Tako da moramo najprej prespati, pa potem, bom rekel, s trezno glavo razmišljati nadaljnje korake. Domžalčani so se torej uvrstili v četrtfinale pokala, žreb bo prihodnji ponedeljek, še predtem pa bodo rumeni v 9. kolu Prve lige Telekom Slovenije v soboto ob 16. gostovali v Celju.